Danes je z nami Klara Žagar, ustvarjalka priljubljenega profila Curry and Love, zagovornica rastlinske prehrane in trajnostnega načina življenja ter Lidlova ambasadorka hranozavesti. Danes bo z nami delila, kako v kuhinji bolje izkoristimo živila in zmanjšamo količino odpadne hrane. Klara, dobrodošla. Ja. Bi nam mogoče za začetek kar povedala, kako se je začela tvoja pot z Zero Waste kuhinjo? Jaz mislim, da je bilo to že malo tako položeno mi v zibelko, ker jaz se spomnim, pač pri nas doma je bilo vedno, mi smo rekli, tam pa ne bomo metali. In to je bilo neko vodilo, ki je bilo tako v, ne vem, kuhinji moje mame, kot tudi od starih staršev vodilo. In potem sem jaz tu, ko sem odraščala, prevzela, pa niti ne veš, da je tukaj tako posebenega, ne? Ja. Mogoče sem kasneje, ko sem bila na faksu, malo več spoznavala te tematike, kot so, ne vem, nepravična pridelava hrane, pa koliko v bistvu se hrane tudi stran vrže, mi je bil mogoče tak malo šok. In ko sem začela tudi s tem kuharskim blogom, pa potem z video vsebinami, sem vključevala že takrat te tematike, ampak res čisto iz osebne neke, hočem da jim reči, strasti do tega, ali pa zato, ker se mi je zdelo to intrinzično pomembno. In si nisem nikoli predstavljala, da par let kasneje bom ena izmed ambasadork nečesa tazga, hranozavesti, in mi je to pač ful dobro. Ja. Zdaj, ko govorimo o Zero Waste kuhinji, si marsikdo predstavlja nek tak ekstrem, da to pomeni, da se res stran ne vrže absolutno ničesar. Kaj bi bil pa tvoj nasvet za neko povprečno slovensko gospodinjstvo, ki mu je cilj samo, da se majčkeno manj meče stran? Zero Waste že kot neka ta tujka vključuje ne samo odpadke hrane, ampak tudi se dotika embalaže. Tako da marsikdo, ki je prebral kakšno knjigo, je bil mogoče zelo prestrašen, ker sploh včasih so bile popularne knjige, ne vem, ženska, ki je v enem mesecu pridelala samo za en lonček za vlaganje odpadkov in podobno. Tako da se dotika tudi tega, ampak če greva zdaj res na odpadno hrano, jaz bi rekla za začetek, da ustvarimo v svojem gospodinjstvu nek svoj mikrokozmos, mikroekosistem, ki nam bo deloval na dolgi rok. Namreč, kako bom jaz, v mojem gospodinjstvu sva dva odrasla človeka, kako bom jaz svetovala nekomu, ne vem, ki ima 5 otrok, ali pa 2 upokojencama. In glih zato jaz želim deliti svojo izkušnjo, na podlagi katere lahko potem vsak si kreira ta svoj svet. Zagotovo pa na začetku ti koraki naj bodo preprosti, pa taki, ki imamo občutek, da jih bomo lahko delali na dolgi rok. Velikrat vidim, da tako ljudje neki, dobro, se vedno je fajn probavati, ampak mogoče se malo preveč zaženejo, pa vidijo, to gre tukajnega časa, energije in vse skupaj, celo idejo opustijo. Tu se mi zdi malo škoda, ne? Da res vse se mi zdi tako kot pri vsem v življenju. Mehni koraki, malo pa malo probavati in pa res tu na dolgi rok furati. Omenila si že, da posamezniki zavržemo zelo veliko hrane, ne? Tudi Slovenci tukaj žal nismo izjema. Povprečen Slovenc naj bi zavrgel kar 79 kilogramov odpadkov oziroma hrane na leto, kar se verjetno strinjava, da je zelo visoka številka. Kaj pa bi bil nek tak tvoj najbolj osnoven nasvet, da ko recimo nakupujemo v nakupovalni košarici, ne pristanejo živila, ki bo čez 2-3 dni šla v smeti? Ja. Tle bi jaz rekla, mogoče bo ful čudno slišati, ampak da kupujemo tisto, kar nam je dobro. Okay? In zdaj mogoče nekdo bo tu slišal, jaz se kava drugega bom kupoval, če ne tisto, kar mi je dobro. Ampak da pojasnim, velikrat opažam nek vzorc, kljub temu, da Slovenci še vedno, bi rekla, globoko vse imamo spoštovanje do hrane, imamo spoštovanje tudi do neke tradicije, ko pride do priprave hrane, pri praznikih in tako naprej. In dajmo tu negovati naprej, ampak kje se pa lahko izboljšamo, je to, da mogoče opažam, ko so neke akcije, neke posebne ponudbe, da ljudje nagrmadijo ogromne količine stvari, ki se potem ne porabijo. Da v bistvu spet ne izhajajo iz tega svojega mikrokozmosa, ki so se ga ustvarili, iz tega, da res realno ocenijo, koliko bo v njihovem gospodinjstvu, ne vem, skuhanih kosil tisti teden, a bodo jedli zunaj, ampak ker grejo in nabavijo čist na podlagi nekih impulzov. Seveda tle nam lahko pomaga tu, ali da se dobro organiziramo, ali pa na dolgi rok se v bistvu že čist navadimo, kako nakupujemo in s tem se potem manj hrane vrže stran. Ampak če se vrnem na to, da kupimo tisto, ki nam je dobro, jaz sploh zdaj vidim zadnje čase, v zadnjih letih, jaz raj plačam malo več za kakšno stvar, pa vem, da nama je z možem res
ful dobra, da jo bova zagotovo pojedla in je tako preglednost hladilnika in shrambe tudi veliko večja in zadovoljstvo, ko ješ svojo hrano in cel ta aspekt. Omenila si dobro organizacijo. Zdaj, pri tej Zero Waste kuhinji ima marsikdo pomislek, da recimo, če obroke načrtuješ vnaprej, da recimo v ponedeljek, ko greš pač v trgovino po različna živila, ne boš vedel, kaj boš želel jesti recimo za kosilo v četrtek. Kaj bi bil tvoj nasvet, da se vseeno držimo nekega plana, na podlagi katerega potem tudi manj hrane zavržemo, kljub temu pa pač ohranjamo to neko fleksibilnost oziroma kuhamo po nekem navdihu? Ja, mogoče tudi sama nisem tak tip osebe, da moram nujno jesti tisto, kar mi v tistem trenutku paše. Vem pa, da kolektivno smo zdaj zelo tako navajeni, sploh ljudje, ki živijo v mestih z dostavo. Ne? Če hočem jaz zdaj lepa, si ga pač naročim in kaj je tle problem. Tako da jaz nimam čist glih tazga življenjskega sloga, ampak če se vrnem pa zdaj na to, kako lahko si to olajšamo, je pa zagotovo to pri meni pomagalo, da si pripravljam sestavine vnaprej, ne pa obrokov. Zdaj, marsikdo tudi na spletu, poslušalci lahko najdejo nekaj, čemu se reče meal prep. In nekomu bo tu odlično ustrezalo, ne vem, si bodo pripravili piščanca, riž pa zelenjavo in bo tu 5 obrokov za tisti teden. In super, če nekomu ustreza, ok. Ampak jaz sem pa veliko večja zagovornica tega, da recimo prinesem domov brokoli pa cvetačo, takoj skuham na sopari, takoj ohladim, pospravim, je že vse narezano v hladilniku in tako bo zdržalo vsaj 5 dni. Kaj se iz tega lahko pripravi? Solatna skleda, kremna juha, mineštra. Tu je samo en primer. Potem stvari, kot so žita, stročnice. Jaz tu praktično nikoli ne grem kuhat sem za enkrat. Tukaj tudi veliko ljudje pravijo, kuhanje vzame ful časa. Ja, če hočeš vsak obrok narediti eno unikatno, delikatno cvetlico, dej si malo lajše, skuhaj recimo, ne vem, kvinojo, pa jo lahko skuha za 4-krat in spet lahko jo preliješ z mlekom, pa jo imaš za zajtrk kot kašo, lahko je kasneje kot juha, skleda, karkoli. In tukaj jaz vidim ful velik potencial, pa še pri tem, ko si na ta način pripravimo recimo sploh zelenjava pa sadje, sta na ta način imamo mi potem v hladilniku že narezano, že pripravljeno in bomo tudi hitreje posegli po teh stvareh, kadar nimamo časa. Ne? In ja, to bi bil moj nasvet. Ja, super. Zdaj, zelo veliko hrane se zavrže tudi zato, ker ljudje še vedno ne ločijo med uporabno do in pa porabite najmanj do. A bi lahko mogoče razložila razliko med tema dvema terminoma in zakaj so v bistvu nekatera živila popolnoma ok za konzumiranje še dolgo po tistem datumu otisnjenem na embalaži? Zdaj, ko piše uporabno do, je fajn temu na svetu slediti, zato ker večinoma tu piše pri izdelkih, ki so, ne vem, živalske beljakovine, izdelki, ki imajo res kratek rok trajanja in ni priporočljivo po tem datumu tega konzumirati. Če pa piše priporočljivo, je v bistvu to, da proizvajalec lahko zagotavlja kvaliteto do tega datuma, po tem datumu bo pa najbrž še vedno ok za uživanje, mogoče pa ne vem, bo okus malo slabši. Tu pa je pri živilih, ki so suha živila, recimo makaroni, čokolade in podobno. Tako da tukaj seveda upoštevajte neke smernice, ampak zdrava kmečka pamet pa naj bo tudi vključena, tako bi jaz svetovala. Okay. Deva se zdaj še mečkam dotakniti pravilnega shranjevanja živil, pa začniva kar pri hladilniku. A obstaja kakšna taka zlata univerzalna formula, kako se živila shranjuje v hladilnik, se pravi, kam sodi recimo mleko, kam jajca, če je kakšen poseben predal namenjen zelenjavi, ki na tak način tudi ohranja dolj časa svežino? Ja, hladilniki, sploh ti moderni, imajo te predale za zelenjavo, tako da lahko tukaj začneva. Zelenjava v teh predalih ponovadi ohranja večjo svežino, tako da tu vedno pač je fajn uporabljati. Prav tako opažam, da sploh zelenolistnata zelenjava pa zelišča v teh neprodušnih posodah z dodano papirnato brisačko zelo veliko dlje zdržijo. Potem se mi zdi ena taka splošna smernica, je tudi pri organizaciji v hladilniku, daleč od oči, daleč od srca. Ne? Je isto pri hladilniku. Torej, tisto, kar je za porabiti, si dejte naprej, da bo videno, ker če bo ostalo nekje zadej, enostavno pozabiš, da obstaja. Tako da tudi jaz v odzadje hladilnika dajem stvari, ki niso načete. Ali pa kakšne pijače, ki pač res ni potrebno, da so vidne. Vse to, kar sem prej že razlagala, ne vem, skuhana zelenjava, vse, kar je tako pripravljeno, je takoj, v bistvu prva stvar, ko jo opažaš, ko
ko odpreš hladilnik. Tako da to. Sadje je tudi, mu zelo lahko podaljšamo rok trajanja s tem, da ga ne operemo takoj, če ga ne bomo pač tudi takoj konzumirali, ampak ga lepo pospravimo v te neprodušne posodice, sploh kakšno jagodičevje. Tu pa pri organizaciji hladilnika, da pomislim, če je še kaj tazga, mogoče tu, da pustimo četrtino paprike ali pa tretjino bučke nekje zadaj, je velikrat so te izdelki potem tisti, ki romajo na kompost. Tako da tu pa nekako se povezuje s tem, kar sem prej rekla. Ko nekaj načnemo, dajmo porabiti, oziroma ne porabiti, pripravimo si, da bomo potem porabili. Tudi zamrzovalna skrinja je tla lahko zelo uporabna, če v tistem trenutku mi ne želimo tega porabiti, komod veliko stvari lahko shranimo v zamrzovalni skrinji. Jaz se spomnim, da kdaj sem šla na kakšno potovanje, pa sem imela načet liter mleka. Jaz sem ga zamrznila, pa sem ga imela kasneje za mlečni gres ali pa riž. Čist take neki preprosti triki. Ja, a mogoče še kakšno tako živilo, ki ga ljudje ponavadi niti ne pomislijo, da bi ga lahko zamrznili, pa ga brez problema shraniš tudi v zamrzovalnik? Jaz imam zelo rada tudi, da si pred zimo zamrznem recimo listnato zeleno, peteršilj pa take stvari iz vrta od moje mame in potlej je tu čisto uporabno, da si celo zimo daješ po jedeh ali pa v enolončnice. Tu je ena taka stvar, kaj je bilo še kaj, da bi bilo ultra zanimivo. Izdale naš drugega ne pade. Bom jaz uskočila. Recimo, kruhna je ena taka živila, ki se res brez problema zamrzne, še tako svežino se mi zdi ohrani, pa ga zelo pogosto ljudje zavržejo. Absolutno, ja. Mečkam si na hitro omenila jagodičevje. Zelo pogosto se zgodi, da kupimo kakšne borovnice, maline in je že naslednji dan na njih plesen. Imaš mogoče kakšen nasvet, kako se temu izogniti, se jih mogoče shranjuje na kakšen pravilen način? Tu je v bistvu to, kar sem prej rekla, papirnata brisačka, lahko je tudi v bistvu kuhinjski servet, kuhinjska krpa, dana v posodo, ki se potem neprodušno zapre, zatega, da gre vlaga v to krpo, robček in s tem ohran saj malo dlje svežino. Je pa ziher jagodičev tako, kot se vemo. Sploh, če je zelo zrelo, ga pač moramo čim prej porabiti. Kaj bi pa rekla, da ljudem pri Zero Waste kuhinji predstavlja največji izziv? Tako na podlagi kakšnega Instagram vprašalnika, ko ga dam ven, ljudje pišejo različne stvari, ampak najbolj pogosto se pojavlja kakšen krompir, riž, pečeno meso, ki ostane od kakšnih praznovanj, kakšno pecivo tudi, to so najbolj take pogoste. Mogoče, ko si ravno krompir omenila, če se malo naveževa na to pogrevanje hrane, se mi zdi, da je tako zelo veliko mitov kroži glede predvsem pogrevanja krompirja, špinače, bi lahko mogoče tle dala kakšno usmeritev? Jaz ne vidim problema s tem, dokler je hrana še v redu in je bila primerno shranjena od takrat, ko je bila skuhana. In tudi recimo, če greva na krompir iz pečenega krompirja, mi lahko naredimo špansko omleto, lahko naredimo pač zapečeno neko jed v pečici in se ga da porabiti na zelo dober način. In marsikdo, ki je zagovornik, to se pa ne je, kaj je že bilo skuhano. Vsej njoki so tudi praktično skuhan krompir, ki ga potem še enkrat skuhamo. Tako da tu pri drugih kategorijah, recimo riž Riž tudi lahko dojemamo kot nekaj, kar lahko jemo tudi na sladko. Marsikdo pozabi, da če si je skuhal riž kot prilogo, pa mu je ostal komot naslednji dan prelije z mlekom in je en tak improviziran mlečen riž. Potem, kaj sem še omenila, recimo meso. Meso se da tudi na nek nov način uporabiti. V moment, če je ostal pečen piščanec od nedeljskega kosila, recimo, mi lahko naslednji dan meso natrgamo, pa ga mariniramo, pa ga imamo v sendviču. Pa je lahko že za zajtrk tu ali pa na ta način. Pri pecivih se mi mogoče edin zdi, da je najtežje svetovati, ker iz peciv, pa kakšnih kolačev in podobno bomo težko ustvarjali nek uravnotežen obrok. Pecivo bo pač vedno pecivo. Tako da zaradi tega tudi jaz velikrat vidim, da po kakšnih praznovanjih
tu je najmanj pogosta stvar, ki jo pol kar vzamem domov. Aha, Druge stvari veliko okej. bolj, če nekdo že hoče napakirati, mi ful pač rečem, ajde, dej. Peciva so mi pa tako, kvam zdaj jaz s tem. Ampak, če pa že imamo in če vemo, da bo to nekdo res potem z užitkom pojedel, so pa vedno kakšni ti cake popsi, ki jih lahko naredimo iz kolačkov. Tudi jaz sem zagovornica, da potico lahko pripravimo, suho potico, ne? Potem lahko na maslu popečemo, lahko pohane šnite iz nje pripravimo in tako naprej. In so načini, da pol tudi tu se ne vrže stran. Zdaj bomo šli pa na eno temo, ki je tebi zelo blizu tudi v praksi, in sicer kuhanje, porabljanje različnih delov, različnih živil. Se pravi, večina bi rekla, da neke dele rastlin, kot so recimo steblo brokolija, olupki korenja, olupki krompirja, zavrže. Imaš ti mogoče kakšno idejo, kakšen nasvet, kako se tudi taka živila lahko porabi, ali mogoče kot nek prigrizek, ali pa kot neko sestavino za pripravo nekega obroka? Ja, ko pride do teh olupkov, kakšnih odrezkov, ostankov, tukaj veliko ljudje ratajo preobremenjeni, ker imajo občutek, zdaj moramo pa čisto vsak olupek, ki ga pridelamo, moramo nekako uporabiti. Ni treba. Ne? Tudi jaz zdaj olupem krompir, korenje in gre na kompost in ni tu potem reciklirano še v neki. Ampak, če bi dala kakšne take res nasvete, ki so pri meni v praksi in res delujejo, so olupki od korenja, česna, čebule, recimo jušna osnova. Doda in barvo in okus. Tako da tu mi je enkrat ena. Tudi korenje načeloma ni niti mus, da se ga lupi, če ga lepo očistimo. Potem si omenila brokoli. Brokoli je, tu sem se naučila, ker sem delala nekaj časa v eni azijski restauraciji v kuhinji. In do takrat nisem vedela, kva s steblom točno človek naredi. In mi je tam kuhar pokazal, steblo ima ozune pač te vlaknine, ki niso bili dobre za jesti, ampak noter, kar je v sredini, je pa zelo hrustljavo in dobro. In v bistvu ga ti samo vzameš in vzdolžno z nožem odrežeš stran te vlaknine, notranji del pa potem poljubno narežeš. In tudi sami, če boste šli kdaj tako v azijsko restauracijo, je zelo velika verjetnost, da boste v kakšnih rezancih v bistvu opazili ta steblo od brokolija not narezanega. Tako da se na ta način porabi. Smo imeli še kaj drugega? Kakšne izdelke? Mislim, da že, če bo vse to šlo v prakso, bo že dovolj. Drugače pa ne, krompir, če izgleda dobrega, tudi jaz osebno ne lupam velikrat, sploh če ga v pečici pečeš, je še boljši, če ima. Ja, omenili sva že kruh, tako da mogoče, evo, se samo še na to naveževa. Zdaj, neka taka prva asociacija na star kruh so seveda kakšni kruhovi cmoki, mogoče kdaj še kakšen kruhov narastek. Imaš ti mogoče še kakšno drugo idejo, ki bi jo delila, kako se porabi star kruh? Ja. Kruh, meni je noro, da se to kruha stran vrže. Se mi zdi, spet, ta neka slovenska povezanost s kruhom je kar globoka, pa ta kruh iz krušnih peči, pa to. Tako da definitivno spodbujam spoštovanje do tega, pač kaj je kruh. In ti si že prej omenila skrinjo, ki je marsikdo sploh ne pomislil na to, ampak bomo imeli zdaj pač jih spomene. Kruh lahko damo kot celo štruco zamrzniti, jaz ga velikrat narežem in ga potem se porcijsko v njemle, kakor ga rabiš. To je super za kakšna manjša gospodinstva sploh, ne. Drugače pa neki recepti so pa moji najbolj uporabljeni krutoni, da se naredijo, krušne drobtine. Potem jaz zelo velika, če je kruh suh, si ga popražam na maslu, pa sem 2 jajca še dan gor in ena taka kruhova omleta za zajtrk. Pa najboljši prijatelj starega kruha je po mojem mnenju toaster. Medva ga imava recimo čiskus na pultu in se pač tu, ko enkrat kruh potoastaš, rata skoraj ko sveže pečen in ne moreš faliti. Tako da, ja, tu so taki čist preprosti triki. Kaj pa kakšen tvoj tak obrok, v katerem porabiš največ v bistvu hrane, ki bi jo sicer zavrgla, pa je res tak okusen? Moja inspiracija so velikrat sklede. Skleda je taka nadpomenka, ki lahko pomeni karkoli. Nekako probam poskrbeti, da je uravnotežena. To pomeni, da imamo noter nek beljakovinski vir, da je noter ogljikohidrat, pa zelenjava, pa po možnosti še kakšna stročnica. Ne? In zdaj, če je tu neka smernica, v bistvu lahko iz tega sestavimo nešteto količino
enih variacij teh skled in sezonsko lahko upoštevamo to, kar imamo. Ne vem, glih zdaj sem delala en video, pa sem dala not za nek zeleni del, če imaš, ne. Pa imela sem suh kruh, pa sem ga popekla, pa je bil not. Mogoče na en drug dan bi bil ogljikohidrat kuskus, pa zeleni del bi bila špinača. In se mi zdi na ta način, jaz zelo velikrat sploh na koncu tedna, greš čez hladilnik, tlele imamo eno, ne vem, konzervo koruzice odprto, kaj res sem še tukle koruzice noter, pa tbd, in se tu naredi nekaj iz tega in rata, ponovače boš, kakor kuhaš po receptih. Res je, res je. Zelo veliko sva o tej trajnosti govorile v neki domači kuhinji. Kaj pa recimo, če mi večino obrokov uživamo zunaj ali pa mogoče na kakšnih potovanjih, se da te stvari aplicira tudi v tako okolje? Ja, nekako je ta način razmišljanja nekaj, kar gre s tabo, kamorkoli greš, je res tvoj življenjski slog in je nekaj, kar ponotraniš. Tako da, če jemo zunaj, jaz sem itak vedno zagovornik tega, da vzamem za domov. Opažam, tako sploh, če grem kdaj jaz s kom, ki se ne poznamo dobro, ker tisti, ki me poznajo, vejo, da bom vedno, če bo kaj ostalo, prosila, da mi zapakirajo za domov. Mogoče opažam, da je lahko posledica tega ogorčenje, v smislu, pazi, ti prosiš to hrano za domov, kot da je nekaj narobe s tem, kar mi je pač itak čisto svaljeno. Ena stvar, ki jo velikrat jaz vzamem, je, ko naročim pico, jaz ponavadi naročim celo pico, te rob pice vzamem domov, ker je pač naslednji dan potovstam in pa z jajčki in je glih lepo za jajček nauč, da tako dipaš noter. Tako da to je, ko ješ zunaj, zagotovo smo pa lahko zagovorniki tega tudi, ne vem, če delamo v neki pisarni, pa vidimo mogoče, da firma vedno naroči preveč hrane za catering ali pa nekaj. Pa smo lahko mi tisti, ki včasih je treba sem reči, mogoče nekdo drug ne opaz, pa rečemo, mogoče bi pa naslednjič malo manj ali pa bi bolj upoštevali to, kar ljudje dejansko jejo, da se potem hrana ne vrže stran. Na potovanjih pa prav tako, da smo zmerni. Ti zelo veliko tudi kuhaš. Kuhaš vedno po receptih, se držiš nekih receptur ali ustvarjaš bolj tako po navdihu oziroma predvsem bom rekla na podlagi tega, katera živila imaš na razpolago? Ja, moja mami je skovala izraz hrana brez imena in tu smo mi imeli že v družini, pač že od mojega otroštva in temu sledim nekako tudi jaz. Bom razložila, kaj to pomeni, ampak seveda, kdaj tudi skuham kaj po receptu, ampak pri hrani brez imena gre bolj za to, da ti pogledaš, kaj imaš, pogledaš, kaj je sezonsko, seveda tudi, kaj ti ustreza, kaj ti paše in pripraviš neko jed. In ta jed velikrat ne more imeti imena, ker so te stvari tako naključno izbrane. Glih zdaj sem pripravljala recimo lazanjo, pa tu ni bila lazanja po receptu, zdaj pa točno toliko bešamela, pa točno toliko, jaz sem dala recimo to vegansko mleto meso noter, točno po teh sestavinah. Ampak je bilo tle imam še pol litra domače paradižnikove omake, bom še tole porabila, da ne bo zakisala mi v hladilniku, pa malo masla mi je ostalo, pa bom na tem naredila bešamel, mogoče ga ne bo glih toliko, kot bi ga moglo biti, ampak je na koncu bilo zelo, zelo okusno, ne. In k temu spodbujam tudi vse ljudi, v bistvu glih tu je ta poanta, ne, da ko enkrat se naučimo teh sistemov in različnih pristopov v kuhinji, si toliko lajšamo delu, da praktično ni več poti nazaj, pa mogoče smo pozabili omeniti še ta vidik financ, ne, da tudi tu je, ko mi včasih pride kakšna tako novica, veš, pri tistih pa zmečejo na teden celo vrečko hrane stranke, toliko nakupijo. Ne sem, da mi je ob tem tako žalostno, ker se s tem kaže res neko nespoštovanje do hrane, pa hkrati je to tako, ampak tista vrečka hrane je bila enkrat nek denar, ki ste ga trdno zaslužili in zdaj v bistvu se bo vrglo v smeti. Tako da, po mojem je to tu lahko neka dodatna motivacija za ljudi, da malo bolj pazljivo izberajo in potem tudi porabijo, kar imajo. Ok, zdaj bi pa za konec zaključila že z eno tako luštno rubriko hitrih 5 z Zdravkom Lidlom in sicer, kaj je največji mit o zero waste kuhinji? Da ni dobra ali pa da ima to stigmo, da jemo potem slabo hrano, postano hrano, neokusno hrano. Okay. Kaj je tvoj najljubši kuhinjski pripomoček, ki ti pomaga zavreči manj hrane? Zamrzovalna skrinja, če je to pripomoček, to šteje. Recimo, zamrzovalna skrinja, ja. Kaj je najbolj nenavaden del zelenjave, ki si ga kadarkoli skuhala oziroma pripravila v neki jedi? Zelenjava, je lahko kaj drugega. Lahko. Pa da ni zelenjava. Ok, lahko.
par let nazaj sem v obdobju regrada šla naberati regrad in sem te cvetke, vse tisto rumeno ločila, dala v slojih za sladkorjem in je ratov kot nek ročno nabran med. Wow. Ja, Okay. zelo dobro. Priporočam. Ja. Okay. Kaj vedno najdemo v tvoji zamrzovalni skrinji? Vedno najdemo knedle za mojega moža. Okay. Zdaj za konec bi te pa še prosila, če v tej Lidlovi košarci različnih izdelkov zberaš svojega favorita in zakaj je ravno to favorit? Evo ga že imam. Kaj ga vzamem v roke ali se tako pokažem? Lahko ga vzameš v roke. Kuskus. Ja. Kuskus je junak, kaj ne rečem. Zaradi tega tudi zelo prav pride na kamperanih, ko greva z možem kdaj v kombi, na potovanjih, ker ima zelo kratek čas kuhanja, zelo je okusen in pripravi se ga lahko na mnogo različnih načinov. Tako da obožujem kuskus. Super. Klara, najlepša hvala za res veliko odličnih nasvetov. Jaz upam, da bojo to naši poslušalci vsaj v določeni meri aplicirali tudi v praksi. Ja, hvala. Danes smo s Klaro odkrivali, kako lahko v vsakodnevnih kuhinji delujemo bolj hranozavestno in na takšen način odvržemo manj hrane. Naslednjič bo z nami Jernej Ogrin. Izvedeli boste, kako s pametnim načrtovanjem obrokov poskrbimo za svoje zdravje in hkrati za okolje. Brez odrekanja najljubši hrani. Ne zamudite.